Že je tukaj Valentin, ura je 20 do 11. Prijatelj me je prosil, da naj povem kaj več glede mode, popularnosti, predavanj trenutnih, kjer se izvajajo delavnice za odpiranje srca. In veliko se govori o tem, dajmo ljudje odpreti srce, pojdimo iz uma v srce. In kaj sedaj zdaj to pomeni, ne? Srce in srčnost naj bi bil tak simbolen pomen radodarnosti, da drugim ustrežeš, da jim uresničiš njihove želje, njihove potrebe. Če pa pogledamo srce, srce je pa v bistvu organ našega fizičnega telesa. In če bi recimo srce dobesedno odprli, bi naše telo izkrvavelo in bi umrli. Tako da odpiranje srca je v nekem smislu smrtno nevarno oziroma ima za posledico zagotovo smrt. In nekateri ljudje ne razumejo simbolnega pomena odpiranja srca in si potem predstavljajo, da morajo prehoditi pot iz uma v srce na ta način, da preidejo, prekoračijo tam okoli 30 cm razdalje iz možganov do fizičnega srca in potem bodo postali srčni. Si pač tako predstavljajo, da je to vse, kar je potrebno narediti. In potem izvajajo meditacije, v katerih se v domišljiji spuščajo iz uma, torej iz glave, iz možganov v srce in si predstavljajo, da so v srcu, v fizičnem srcu človeškega fizičnega telesa in da bodo na ta način, če bodo v fizičnem srcu fizičnega telesa v domišljiji, da bodo na ta način doživeli, postali srčni, da bodo premagali svoje sebične miselne in vedenjske vzorce. Ampak stvari so drugačne, ker srce je simbolni pomen za enakovreden odnos do vseh živih bitij, za enakomerno distribucijo vseh naravnih virov do vseh živih bitij. Ker če pogledamo, kaj je funkcija srca, v smislu glede na meje našega fizičnega telesa, srce je črpalka, ki črpa kri, poganja kri po žilah našega telesa z namenom, da bi se vse celice našega fizičnega telesa nahranila, zahranili z kisikom, z vsem, kar pač kri prinaša. In srce glede tega ne izbira v smislu, kater organ bo dobil več krvi, več hranil v primerjavi z drugimi organi ali z drugimi celicami, ampak so žile speljane prav do vseh celic našega fizičnega telesa in srce glede tega nima nobenih predsodkov, ne izloča nobenih delčkov. In če pogledamo, kaj je primerjava krvi in srca v našem globalnem sistemu, če si zamislimo, da je vsako živo bitje kot ena celica in trenutno je postal denarni sistem kot neke vrste krvni obtok in Svetovna banka je postala kot srce
ki črpa denar v globalni bančni denarni sistem. In vsa živa bitja oziroma ljudje, ker pač edino ljudje uporabljamo denar, ampak naj bi potem vsi ljudje dobili dovolj denarja za preživetje, zato da si lahko kupijo v današnjem sistemu bančnem, denarnem, kjer lahko za denarjem pač kupiš hrano, če pač denarja nimaš, pa umreš od lakote, da si pač lahko ljudje potem s tem denarjem kupijo dovolj hrane za preživetje. Toda kot vidimo, naš globalni sistem ni dovolj srčen, denar se ne črpa enakovredno, ne prihaja enakovredno do vseh živih bitij in zato številni ljudje umirajo od lakote. Zato je potrebno spremeniti naš denarni globalni sistem na ta način, da bo bolj pravično, bolj enakomerno, glede na realne potrebe vseh živih bitij, distribuiral denar in posledično omogočal dostop do naravnih dobrin, v osnovi do hrane in do osnovnih življenjskih potrebščin. In zato v naši skupini Destiny pripravljamo program oziroma predlagamo spremembo denarnega sistema. Najprej, da se uvede zagotovljen življenjski dohodek, ki je izboljšana verzija univerzalnega temeljnega dohodka oziroma UTD-ja. Potem pa naslednja faza pa je uvedba equal money sistema, se pravi enakovrednega denarnega sistema, ki je res tisti bančni sistem, ki je srčen, ki bo res brezpogojno omogočil dostop do temeljnih življenjskih potrebščin vsem živim bitjem, ne samo ljudem, ampak vsem živim bitjem, tudi v smislu živali in rastlin. Torej, toliko v razmislek, tisti, ki torej želite biti srčni, zavedate se, da enostavno z vizualizacijo, da ste v srcu, da ste locirani v srcu, da pošiljate žarke ljubezni iz svojega fizičnega telesa do drugih živih bitij. To je vse domišljijska predstava, ki nima nobenega efekta na spreminjanje naše skupne univerzalne fizične realnosti. Edino, kar lahko storite za to, da boste postali srčni, je to, da podprete te praktične, politične spremembe, uvedbo zagotovljenega življenjskega dohodka in potem enakovrednega denarnega sistema in da preobražate lastne miselne in vedenjske vzorce, ker to je tisto, kar vas dela egoistične in sebične, da boste postali bolj srčni. In to je proces, ki ga ni možno enostavno izvesti z vizualizacijo, ampak gre za sistematično analizo, ozaveščanje slehernega miselnega vzorca preko pisanja in potem preobrazbo preko postopka samoodpuščanja in samokorekcije, samozaveze. Zato vas vabim, da tisti, ki želite biti srčni, da se naprej poslužite, da naprej uporabite brezplačni spletni tečaj DIP Lite oziroma Destiny iProcess Lite. To je brezplačni uvodni spletni tečaj, ki vas bo naučil, kako deluje kako delujejo misli, čustva, da se boste osvobodili egoizma in potem, da podprete tudi ta politični predlog zagotovljenega življenjskega dohodka in potem še univerzalnega oziroma enakovrednega denarnega sistema. Povezave do teh spletnih strani najdete v opisu tega videoposnetka, tako da vas vabim, da si raziščete in da se pridružite. Čau!